Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zadnji meter. Danes se mi je pridružil Aleš Vičič, psiholog. Najprej si bil športni psiholog, potem si prešel v poslovni svet in si danes kot poslovni psiholog. Živja, Darko tukaj. Vem, kako je živeti z omejitvami. In vem tudi, da finančna svoboda ni privilegij, je pravica. Ko sem bil profesionalni športnik, sem se naučil eno stvar. Dober načrt je vse in enako velja za tvoj denar. Varčevanje v plemenitih kovinah ni samo za bogate. Že s 25 evri mesečno lahko začneš graditi svojo finančno varnost. Ne čakaj na popoln trenutek. Tvoja prihodnost je tvoja odločitev. Več o ponudbi preveri na povezavi spodaj. Kako je v bistvu ta tvoja pot potekala? Najprej pa seveda lepo pozdravljen, hvala, ker si se odzval povabilu. Lepo pozdravljen, tudi hvala za povabilo. Kako je moja pot potekala? Ja, kot zelo mlad sem pač začel kot trener košarke, potem sem nadaljeval v košarkarskem klubu Unin Olimpija kot športni psiholog. Konc 90-ih, začetku 2000-ih, potem sem se razširil nekako v druge športe, sem šel v druge športe. Bil 20 let tukaj športni psiholog v slovenskih športih, različnih športnikov, več kot 400 športnikov iz 40 različnih športov. Pred približno 5-6 leti tu nekje sem se pa odločil, da bi še enim drugim performerjem, ki so v zahtevnih okoliščinah, nekaj dal. In sem se odločil zamenjati tiste, ki jim svetujem. Danes svetujem večinoma podjetnikom, ključnim kadrom v podjetjih. Super, hvala. V bistvu se velikokrat uporablja en tak izraz, zadnji meter. In kaj se v bistvu takrat dogaja v človeku? V bistvu psihološko, ne pa fizično. V zadnjih metrih je verjetno tako v športu kot v poslu ali pa drugače v življenju ali nekih pomembnih izpitih, preizkušnjah, porokah, če hočeš. V bistvu gre za eno mešanico po eni strani, rečemo jim, neprijetnih čustev, kot so dvomi, skrbi, kot so utrujenost, kot so polna glava nekega razmišljanja, a to bo šlo ali ne bo šlo do konca, do zadnjega metra. Razmišljanja, strahov tudi, kaj bo pol, ko bo zadnji meter mimo. Rečemo, da je to en del. Drugi del pa, ker se seveda zavedamo, da je dobro, fajn, pravilno narediti te zadnje metre, da pridemo do cilja, se pa seveda dogaja hkrati tudi neko soočanje in premagovanje teh neprijetnih čustev, teh neprijetnih misli, kjer se spodbujamo, naprimer, kjer se jim čadi zdrži še malo, da je nekaj več, se bo kmalu konc. Tako da v bistvu ta mešanica po eni strani nekih neprijetnih, po drugi strani pa nekega soočanja s temi neprijetnostmi. Kot neke vrste konflikt. Tako kot neke vrste konflikt ali pa neke vrste, bom rekel, dvojnost v glavi, zavedanje pomembnosti trenutka, zavedanje težkosti trenutka, zavedanje, da boš, morda ne boš zdržal, boš, ne boš dosegel cilja, in na drugi strani zavestnega, rečemo temu, soočanja, da priješ do konca. To poznamo recimo v športu, kot naprimer, ne vem, plavanje, ko te vse boli, ko si par metrov do konca, pa ne veš, a boš zdržal ali ne, po drugi strani se pa preganjaš, ajde, daj še malo, se bo kmalu konc. Tako v podjetništvu, kot naprimer, da je potrebno neko pomembno pogodbo podpisati, pa ne veš, kaj bo pol, a bo pol delovalo ali ne bo delovalo, ko bomo to podpisali. Pa seveda, ajde, daj, sej bomo pol reševali. Tako da to dvojno se dogaja na nek način. Zanimivo vprašanje mi je bilo vedno, to so se tudi z enim prejšnjim gostom pogovarjala, Ninom Bartageljem, je rekel, je vedno tistih 49 metrov, če je samo zadnji meter pomemben, in zakaj se ravno tisti zaključni trenutki, tisti, kjer se odloča, ali bomo šli naprej, zmagali ali se zlomili? Pač prvo bi rekel, da
je tudi prejšnjih 49 metrov pomembnih. A ne? Če govorimo o zaključnem metru nekega posla ali pa športa ali pa česarkoli pomembnega dogodka v življenju, je bilo zelo pomembno, kako smo sploh prišli do tam, da je zdaj zaključni meter pomemben. Tudi prej smo veliko pomembnih stvari delali, kot naprimer trenirali, odrekali se, dobro vodili ljudi in tako naprej, da smo lahko prišli do tega, tu pa je zdaj nekaj odločilnega. Zakaj je to odločilno, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker v bistvu tam tik pred koncem smo vsi soočani s tem, da bomo ali pa ne bomo dosegli cilja. To je kar pomembna stvar. Zakaj smo se mogoče 49 metrov ali pa 5 let preganjali, da bomo zdaj prišli do tega, da se bo zdaj izkazalo, a to bo ali ne bo. In takrat imamo občutek izjemne odločilnosti, ker se nam seveda zdi, da toliko truda vloženega v prejšnjih 49 metrih se seveda zdaj pravilno in bi bilo dobro, da se materializira. A ne? In imamo nek občutek nekega dokončnega, zdaj bo ali ni. Dostkrat pri mojem delu tudi skušam ta občutek dokončnosti, usodnosti, rekel, malo bolj orealniti in zmanjšati, tudi zaradi tega, da je lažje zadnji meter zdržati. Naprimer, kdaj tudi pripraviti športnika, podjetnika na porast, na nedoseganje ciljev. In morda potem ne pride do take usodnosti zadnjega metra in mimogrede paradoksalno, pozitivno paradoksalno, se lažje zadnji meter potem tudi spelje. A ne? Zato nekako, ker imamo občutek pomembnosti, drugačnosti, usodnosti, ki je včasih tudi napačen, mimogrede. Ja, če smem podeliti kar svojo izkušnjo tam iz Ria 2016, ko sem zadnji dan plaval še zadnjo tekmo in sem v bistvu imel v glavi, da je medalja edina zmaga, brez medalje tudi jaz nisem imel vrednosti in sem si toliko veliko težo postavil, da sem se zlomil pod to težo. Ja. To velikokrat slišim, ja. Športniki, podjetniki, drugi performerji si dajo neko točko kot cilj tako zelo usoden, da so seveda potem v zadnjih metrih ali pa morda že prej pridejo neki drugi efekti, ki ne morejo pol dati vsega od sebe. Kasneje pa rečejo, pa sej v bistvu ni bilo tako usodno, kot sem takrat mislil. Lahko preživimo tudi brez tega, da nimamo olimpijske medalje ali kaj podobnega. Nazaj gledaš še vedno bolj objektivno iz razdalje. Seveda. Za voljo performinga v tistem trenutku pa je seveda smiselno, da tudi v tistem trenutku se nekaj takega, morda manj usodnejšega tudi zavedamo, zato da nam bo lažje speljati. Tem vas rečem pozitivni paradoks. Seveda je pomembno, fajn, da narediš pravilno, vendar morda neke dimenzije tega ne gledati tako zelo usodno. Naprimer, če se malo pohecam, tudi v tvojem vprašanju, pa nisi edini, ki mi ga zastavljaš, nasplošno se v javnosti govori o zlomu. Tudi, to moram posebej poudariti. Zakaj govorimo, da se športniki zlomijo pod pritiskom? To je tako grozna beseda. Ne, pač malo več pritiska je čustvenega, morda zaradi pomembnosti, ker si jo želijo, ampak se to ni vendar zlom, se ni konc sveta, ni konc njihovega življenja, se niso oni tako slabo delovali, da je to usodno za njihovo življenje, ampak samo morda, tako kot praviš ti, za zadnji meter. To ni zares zlom, to je pregroba beseda na nek način. Ampak je pač neko drugačno čustveno, mentalno, psihično funkcioniranje, ki vpliva na naš performance in zato morda damo malo manj od sebe, kot smo sposobni. Ne pa, da se moramo pogovarjati o tako osobnih besedah, da se človek zlomi pod pritiskom. Niti približno ne. Vrhunski športniki, ki zmorejo marsikeri pritisk, kakšnega metra pa morda kdaj ne, ampak samo za 5% manj, kot so ga sposobni, ne pa čist, da so se zlomili. Tudi treba malo videti, da ni to tako usodno. Neka dokončnost. Tako, neka dokončnost. In tudi potem se zdi, in tudi športniki, pa kdaj tudi drugi performerji pravijo, jaz pa zdaj sem takšen, ki se zlomim. Ne, niti približno ne. Ja. V bistvu iz tvojih izkušenj, kje so tiste največje podobnosti med športnikom in pa človekom v poslovnem svetu? Ena od najbolj ključnih podobnosti je temu, kar rečemo na polju motivacije. Gre za izjemno močno, veliko motivacijo, ambicioznost, izjemno močno željo
po uspehu, absolutno. Hkrati, ki se pa kanalizira tudi v zelo ciljno usmerjenost vedenja, treninga, izvajanja določenih stvari na tekmovanjih ali v, bom rekel, poslovnih odločitvah in tako naprej. Izjemno ciljno usmerjenost, ker se ta, bom rekel, ta osebnostna lastnost potem kanalizira. Ostalo sem pa v izkušnjah videl raznolike, bom rekel, osebnostne lastnosti, ki so jih raznoliki imeli zelo raznolike. Ta pa je mogoče tista, ki na obeh poljih, bom rekel, predvsem pri vrhunskih športnikih, mora biti pravzaprav enovita skorajda pri vseh. Potem pa, če omenim, če gremo malo ven iz lastnosti, še eno stanje, ki sem ga vedno videl, torej bolj psihološko stanje, in to je soočanje tako s prijetnimi kot neprijetnimi emocijami. Večja razburkanost emocionalnih stanj, ravno zaradi tega, ker je tu visoka želja po uspehu, visoka zahtevnost, v kateri smo, visoka konkurenčnost, ki mi pravzaprav tudi daje izjemno močna čustva v smislu, neka anksioznost, ne bo, neko jezo, dajmo že, neko samozavest, ajde se znaš in tako naprej, tako da neko soočanje z močnejšimi, na nek način emocionalnimi stanji, kot pa ljudje, ki niso v tako zahtevnih situacijah in nimajo tako močne želje po uspehu. Tako bi rekel. Ko se človek postara ali pa ko postane starešina, ko je moder in ko gleda nazaj tiste mladce ali pa ko se borijo in na trepalnice mečejo za rezultate, ali pa tudi starejši športnik, recimo, ko gleda nazaj mlade, ko je mentor mladim, ki jih miri, v bistvu te izkušnje, ki jih je dobil skozi. To so pa izkušnje, kjer bi se lahko dotaknila, rečemo temu, nekega tretjega področja, našega psihološkega sveta. Če so prve neke trajne lastnosti, drugo neka stanja, tretje so neke vrste veščine, neke psihološke veščine, ki jih, tako kot si rekel, nek izkušenejši športnik za premagovanje ali zadnjih metrov, ali kritičnih trenutkov, ali izjemnega stresa, razburkanosti, emocij pridobi tekom let ali pa se jih nauči. Naprimer, odpornost na stres, soočanje s stresom, to je zagotovo ena od veščin, ki jih je potrebno tukaj znati. Držanje fokusa je zagotovo ena od veščin, ki jih je to treba znati. Premagovanje napora, izjemno pomembna veščina, ki jo je treba tukaj znati. In s to neko mirnostjo potem starejši morda to prenašajo in sam povejo, glej, umiri se, glej, fokusiraj se na to, glej, zdrži še malo, z neko tako mirnostjo, verjetno to razlagajo, vendar oni so, bom rekel, prešli kar veliko tega, da so se naučili, da je to pomembno v ključnih trenutkih, ko je pritisk velik. V bistvu, kako se po tvojem mnenju sploh gradi odpornost na stres in koliko tega prinesemo s sabo iz otroštva? Tukaj bi se mogoče tudi malo navezal zdaj na mlajše generacije, ki se ogromno govori, da niso sposobne takšnih pritiskov, da so manj ambiciozni. Ja. Zdaj, odpornost na stres ali pa recimo, če greva še malo širše, ne samo odpornost, ampak tudi soočanje s stresom, je ena od veščin, lastnosti, eni pravijo sposobnost, jaz pravim eno in drugo in tretje, in sposobnost in osebnostna lastnost in na nek način veščina se uči že začne zelo zgodaj. In ima korenine v še temeljnejšemu, bom rekel, veščini, kot so zdržati v frustraciji. In seveda nekdo, ki je zelo zgodaj naučen čist preprostega principa, si lačen, počakaj mal, bom ti malo kasneje dal za jesti. Si moraš vezalke zavezati, zaveziš se jih, tudi če ti ne gre, zdrži v frustraciji. In resne raziskave so ugotovile, da pač posamezniki, ki so že od malega naučeni
da lahko mičken dlje zdržijo v frustraciji, da so tudi kasneje bolj rezilientni, odporni do stresa in da so kasneje imajo več veščin, to je pa zdaj ta nadgradnja, kako se pravzaprav z stresom in z neprijetnostjo soočati. Če ti otroka od malega učiš, pa potem seveda eno pomembno obdobje, adolescenca, učiš, vem, da se ti je neprijetno zdaj iti učiti, sem 5 se učiti, zdrži to, premagaj napor, pomagaj si z določenimi dodatnimi veščinami, ki pravzaprav omogočajo soočanje s stresom, kot so umir se malo, premagaj svojo neprijetnost, zdrži s fokusom ob knjigi, zvezku in tako naprej. Potem so to na neko osnovno, bom rekel, lastnost zdržati v frustraciji, še dodatni mehanizmi, veščine, kako se pravzaprav soočati čisto konkretno z tistim stresom, ki ti pride. Jaz sem omenil recimo stres zdržanja pri učenju, lahko pomenil stres zdržanja pri naporu fizičnem, kot je teč še 2 kilometra naprej, čeprav si jih 13 že odlaufal. Lahko bi omenil kot vzdržanju naprimer neprijetih odnosov, konfliktov, naprimer v podjetju, kjer je treba vztrajati naprimer pri svojem, da bomo na pravilen način delali, čeprav to marsikomu ne paše, pa je treba nekaj časa zdržati v konfliktu in dati neke mehanizme, kako razrešiti te konflikte in tako naprej. Tako da absolutno je to ena od pomembnih stvari, ki se jih zgodaj začnemo učiti, nadaljujemo učiti, ja, bi pa omenil še nekak kontrapol temu, kar morda nasplošno naša kultura govori zadnja leta, in to je, da to ni okej, če si ti frustriran. Da to ni okej, če si ti v stresu. Da moraš iz tega čim prej ven, v nek užitek, v neki fajn, v neki dobrega. Ne, fajn je za neko dobro odpornost in rezilientnost, da se na nek način doživljanje stresa ne katastrofizira, ne omeni, kot da je to nekaj slabega. In da se omeni, kot da je to nekaj dobrega za osebo, če bo znala zdržati nekaj časa in znala se naučiti marsikjerih mehanizmov, da se bo v tem stresu izborila na nekaj boljšega, da bo dosegla cilj in tako naprej. Tudi ta dimenzija je zelo pomembna, ne da se to negativizira, neki neprijetni občutki, ampak da se jih v bistvu pove realno, niso prijetni, ampak se je fajn naučiti, kako jih zdržati in premagati. Tudi permisivna vzgoja verjetno pa še v ta kontekst izogibanja stresu. Tudi na nek način, ja. Tudi na nek način. Tukaj bi rekel še mogoče eno vprašanje naprej, da je naslednja stopnja od frustracije pa verjetno ali travma oziroma težka izkušnja. Ne? In ali so to lahko vir moči ali pa ostanejo breme, ki ga nosimo naprej, da nas to v bistvu požene ali pa zavira v življenju? To je tako bom rekel eno vprašanje, ki ima tako zelo jasno križišče. Ja. Če je nekdo doživel zelo slabo izkušnjo, travmo, saj ni važno, ali v otroštvu, ali kasneje, ali kakorkoli. Ali so to manjše intenzitete travm, nek poraz, ali pa hujše intenzitete travm, ali pa recimo v poslovnem svetu, da je en trg čisto odpovedal, ali pa da je polovico zaposlenih šlo ali kakorkoli. Torej neke izjemno težke dogodke, ki so nas in malo presenetili in so bili izven naše moči. Kako to kasneje v življenju iti po eni poti, dajmo se iz tega nekaj naučiti, to je zdaj vir moje moči, kot si rekel, ali pa po drugi poti, ne, to je zdaj breme, s katerim se še vedno soočam, še vedno mislim na to, sem v strahu v zvezi s tem. Kaj so tu ključne razlike? Jaz vidim to, kar tudi v praksi jaz počnem z svojimi klienti, 3 ključne stvari. Ja. Prva se zgodi že v naravi in to je, kako sem jaz te težke trenutke dejansko premagal. Drugo, da razumem, kako sem jih premagal, s čim, za katerimi svojimi lastnimi viri. In da si to priznam pozitivno, jaz sem sam zmogel čez to, na ta način.
In tretje je, a znam to težko traumatično izkušnjo prenesti tudi na druga področja in imam neke vrste transfer. Pa če dam konkreten primer, podjetniku se lahko zgodi, da se je, ne vem, en trg, na katerega so ful vlagali zadnje 2-3 leta, zaprl, da je prišel tam nov konkurent, ker mu je, bom rekel, pojedel ves trg. Kako smo to, to je prva točka, kako smo to rešili? A smo se usmerili na druge trge, ali smo se optimizirali, ali smo kakorkoli, bom rekel, drugače zapeljali zgodbo, spet pridobili trg nazaj in tako naprej. Torej pomeni prva stvar, ali smo to razrešili, to travmo, ta težek dogodek. Drugo, da razumemo, s katerimi lastnimi močmi smo pravzaprav šli čez to. Naprimer, smo bolj iznajdljivi, smo bolj prilagodljivi, se znamo prilagoditi, znali smo najti neke druge vire, v pametnem trenutku smo se umaknili in smo veliko razmislili strateško in tako naprej. Da se mi zavedamo teh stvari, s katerimi smo šli čez travmo in potem, tako sem rekel, tretja stvar, da to prenesemo na druge stvari, morda tudi manjše travme in tako naprej in rečemo, ok, tudi v drugih podobnih situacijah si lahko pomagamo z našimi močmi, tistimi, ki so iz nas izvirali. Če pa to nam je breme, potem pa v bistvu ne vidimo, kako smo rešili, morda se nismo niti dobro soočali, nismo niti reševali tega, pa če smo že reševali, ne vidimo in ne razumemo, kako smo travmo ali težke dogodke rešili. In tretja stvar, da je ne znamo prenesti na neke druge, ne razumemo, kako bi se to preneslo. Še eno mogoče dodatno vprašanje, kje je ta meja med travmo pa frustracijo oziroma ali je to osebna interpretacija ali obstaja mogoče kakšna po stroki? Težko je reči. Travma je dogodek, ki se zgodi. Lahko je zelo težek, malo težek, srednje težek. Od hudih travm, ki so zlorabe v otroštvu in tako naprej, do manjših travm, ko sem rekel, ok, nek poraz enemu športniku v enem od 100 tekem, ki jih ima. Kako si bomo mi interpretirali ta dogodek, je izjemno pomembno, v katero kategorijo tu mi nekako podzavestno to uvrščamo. Ali je to bila začasna frustracija, ki sem jaz šel mimo, sem jo drugače razumel, rekel, ok, naprimer, moja interpretacija se zgodi, nisem jaz nič kriv za to, jaz bom šel zmogel čez to, bom drugače razmišljal, bom dal neke nove skillse, se bom preusmeril nekam drugam. Ali rečemo, ne, to je pa tako grozen dogodek v mojem življenju, da jaz zdaj ne morem več normalno živeti od te točke naprej, ne morem se preusmeriti na druge stvari, ne morem tega pozabiti, bla, bla, bla. Torej te naše notranje interpretacije, ki jih dajemo temu dogodku, ki se je pač zgodil in na nekega nimamo več vpliva. Ampak potem imamo pa velik vpliv na to, kako si mi razlagamo, kaj je to bilo, zakaj je to bilo, kako težko je to bilo, kako ne morem ali zmorem drugače v življenju zaradi tega. Tu so pa ogromne razlike med posamezniki. Jaz bi tle mogoče na svojo izkušnjo navezal, prej sem omenil Rio, se pravi tisto 4. mesto, kjer sem zavedno se zavedal, je bila pač to, rečemo temu, travma zame, ker sem veliko težo postavljal na to. Na drugi strani pa ta zapuščenost ob rojstvu, ki je od zadaj neka nemoč, kjer pa ne moreš na nič vplivati. Takrat sem jaz imel možnost vplivati, takrat pa nisem imel. In kako se pa recimo take travme zdrav, tiste, ki so nezavedne, ki v bistvu obstajajo, pa se jih niti ne zavedaš, ampak ti samo neke blokade, ki te dol vlečejo, ampak veš, da te pa ne veš kaj. Iz današnjih dogodkov je treba ozavestiti, da so tam vzroki bili. Torej, neke vrste ozaveščanja, razumevanja. Danes ne morem tega in tega narediti, zato ker sem takrat bil poražen in se recimo, danes bojim, da če bom dal, naprimer, pri športu je to zelo, zelo pogosto. Imel sem eno tekmo, ki je bila izjemno pomembna, dal sem vse od sebe, maksimum, naredil vse pravilno, vse tako, kot je treba, pa še vseeno sem bil poražen, ker so bili 3 boljši. In zdaj imam nov dogodek, kako do tega priti, imam nov dogodek, ki ga me je mičken strah, ki ima malo večjo anksioznost, kot ponavadi, in probamo razumeti pri našem delu, pri našem svetovanju, zakaj je zdaj večja anksioznost, kako je povezana,
z neko interpretacijo, z neko razlago, prepričanjem, ki je šla, če bom zdaj dal ponovno vse od sebe in ponovno ne bo doseženega cilja, ne bom dosegel cilj, bom se isto slabo počutil kot takrat. In to prepričanje je treba razumeti in seveda razvezati to prepričanje. Povezano je s traumatičnim dogodkom, lahko pa imam drugačno prepričanje danes. Ne, še vseeno bom dal vse od sebe, pripravljen bom na to, da je možno, da se zgodi, da bom zmagal ali pa da bom poražen. Kljub temu, da bom vse od sebe, jaz bom ponosen na to, da sem dal vse od sebe, kljub tej težkosti, da nekaj pa ni v moji moči. Isto tako kot zapustitev v otroštvu tudi ni bila v moji moči. Ampak ni nujno, da jaz neka prepričanja, ki se od tam vlečejo, še vedno imam. Da sem jaz, nevreden ali kakorkoli. Ta prepričanja pa lahko spremenim. Tako da, poenostavljen odgovor na tvoje vprašanje je, treba je ozavestiti iz današnjih dogodkov, katera čustva, katere ovire mi danes to daje, kar se je zgodilo v preteklosti, in ozavestiti, katera prepričanja so s tem povezana, prepričanja se pa da spremeniti, dogodke pa ne, kar so že bili. Tako je. V bistvu si že delno odgovoril na naslednje vprašanje. Danes se pač veliko govori o spreminjanju vzorcev in kaj je ta meja med realnostjo pa iluzijo? Tako, predvsem v, rečemo temu, popularni in zelo strženi psihologiji se veliko govori in piše o tem, kako si moraš ponavljati določene stvari, kako moraš drugače pogledati, kako si moraš dajati afirmacije, kako moraš drugače pogledati na stvar in tako naprej. To delno deluje zaradi tega, ker je ena stvar, ki zelo močno deli med iluzijo, kot si rekel, in realnostjo. In ta ena stvar se reče verjetje v novo prepričanje, verjetje v nov miselni vzorec. Če oseba ne verjame v nov miselni vzorec, v to, kamor je želel spremeniti prepričanje, mišljenje, potem pač ne bomo kaj veliko naredili. Treba je spostaviti verjetje. Na čist tak preprost način bom rekel, naprimer, veliko si govori, a zmoreš ali ne zmoreš. Daj si govori, da zmoreš in potem bo ta stari vzorec ne zmorem šel. Ne bo šel, če ti ne boš verjel, da zmoreš. Ljudje si želimo dokazati, da zmoremo neko stvar. Saj ni važno, kaj to je. Narediti izpit. Če sem 3 padel, valjda imam jaz že vzpostavljeno prepričanje, jaz ne zmorem tega izpita narediti. Zatem, da sem jaz samo ponavljal, pa govoril neke lažna upanja, da jaz zmorem, ne bom zares verjel v to. Treba je najti neke dokaze, kot naprimer, kako se lahko drugače pripraviš na ta izpit, kako so ga drugi reševali, kako bi lahko drugače odgovarjal na določena vprašanja in tako naprej. Katere napake sem delal, dajmo razumeti, analizirati napake in preko tega, ko si na ta vprašanje odgovoril, si bom jaz morda počasi postopoma dokazal, da jaz zmorem narediti ta izpit. In to verjetje je ključen pojem med iluzijo spreminjanja mišljenja zares ali pa realnega spreminjanja mišljenja. Neka praksa, da v bistvu ni samo v teoriji, ampak... Seveda, in da greš konkretno pogledati, kaj ti zmoreš in kaj ti ne zmoreš po delčkih. Ali pa recimo eno drugo mišljenje, ki je dosti v športu in tudi v poslu, naprimer zelo pogosto. Imaš po eni strani dimenzijo, nič se nam ne bo zgodilo, nič hudega ne bo. V košarki, ne, sej nasprotnik ne bo povedal 15 pik, pa bomo mi izgubljali v drugem polčasu 15 pik. Nič ni treba tremu verjeti, pa na drugi strani, kaj je tu realno? Realno je, nasprotnik je dober, lahko se to zgodi, kakšne rešitve imam, da bom to preprečil, ali pa kakšne rešitve imam, da če bojo vodili 15 pik, kako bomo to reševali. To je pa nekaj, kar lahko verjamemo. Težko pa se prepričamo kar naslepo, da noben nasprotnik, ki je približno isto kakovostno od nas ne bo povedal za 15 točk. Ja, valjda, to se lahko zgodi. In potem se težko prepričamo v nekaj, kar je po neki strani pač verjetno, ne? To je zanimiv primer slovenske košarkarske reprezentance na tistem evropskem prvenstvu ali na Poljskem, ko so proti Poljski v prvem polčasu izgubljali za nekako 20 pik.
Na koncu v tretji četrtini jih skoraj ujeli, sicer na koncu izgubili, ampak dejansko v tisti četrtini pokazali čist drugo igro, ne, in kje je ta preskok. Ja. Pač preskok je v tem, da se začnem spraševati v tem verjetju miselnih vzorcev, kaj lahko tukaj in zdaj naredim drugače. In to je to, kar zmorem. A lahko si boljš podajamo, a lahko boljše blokade postavljamo, a lahko bolj fokusirano mečemo na koš, a lahko bolj disciplinirano igramo, da bomo prišli bliže. Ne pa, bomo mi zdaj zmagali in general ali ne bomo. Pač pred nekih nasprotnikih, ki so enako kakovostni, je lahko to 50-50 in lahko preveč posplošen vzorec, katerega ne moramo zares verjeti v nekem trenutku. Ker vemo, da je tudi druga resnica, a razumeš? V bistvu si kar malo odgovoril že na naslednje vprašanje. Kako ti razumeš to osebnostno spremembo? Kaj se lahko res spremeni in kaj moramo prej sprejeti pri sebi? Sem malo s teorijo pomagal, se ljudje laiki velikokrat sprašujemo, a se jaz lahko spremenim ali se ne morem spremeniti kot oseba. Na nekih dimenzijah ja, na nekih ne. Treba je malo videti neke osebnostne lastnosti. So relativno močne, čvrste, relativno že z genetiko dane ali pa zelo zgodno vzgojo in jih je izjemno težko spreminjati. Najbolj tipični primer, na katere pozabljamo, pa sploh ne vidimo kot laiki, da so osebnostne lastnosti, so na primer naše mentalne sposobnosti. Tako kot imamo fizične sposobnosti, na primer, koliko sem velik, pa koliko je možnosti, da jaz dobim neke močne ali pa hitre mišice, je seveda genetsko zelo močno determinirano. Z veliko treninga bomo lahko malo spremenili, ker so neke fizične lastnosti izjemno močno determinirane. Tako je tudi z psihičnimi lastnostmi. Imamo določene mentalne sposobnosti, imamo določene lastnosti temperamenta, kako recimo čustveno reagiramo, hitro, počasi in tako naprej. To je relativno močno genetsko ali zgodno pogojeno in tiste bomo zelo težko spreminjali. Imamo pa druge vrste lastnosti, kjer so pa lažje spremenljive. Naprimer, lastnosti motivacijske lastnosti, kaj te danes zanima, kaj si danes tvoj interes, ni nujno, da bo čez 2, 3, 4 leta. Socialne lastnosti, naprimer, kako danes funkcioniraš v družbi, lahko to spremeniš. Delovne lastnosti, kako danes ustvarjaš neko delo, na kak način imaš neke navade in tako naprej, je lahko čez neki drugače. To so bolj plastične osebnostne lastnosti, sploh če o njih razmišljamo, da ni nujno, vedno ko rečemo osebnostna lastnost, vedno rečemo, takšen sem. Sploh če o njih razmišljamo drugače, rečem, ne, to so moja prepričanja, to so moji trenutni vedenjski vzorci, ki jih pa lahko spremeniš. Osebnostna lastnost je vseeno sestavljena iz nekih vedenjskih vzorcev in iz nekih prepričanj, miselnih vzorcev, ki so tukaj v ozadju. In te se pa da bolj plastično spreminjati. Naprimer, omenil sem, ali pa recimo še eno področje, ki je zelo plastično in se da spreminjati, naprimer samopodoba. Sej tako kot danes jaz mislim o sebi, lahko to spremenim, čez 2 leti lahko o sebi drugače razmišljam. Kako danes do sebe delujem, s katerimi vedenjskimi vzorci, lahko čez nekaj časa drugače. Saj vsi vemo nazaj, da smo o sebi pred 15 leti drugače razmišljali kot danes. To pomeni, to je neka lastnost, ki se jo da spreminjati. Ja, treba pa biti realen, določene psihološke lastnosti se pa zelo, zelo težko. Ta zmožnost samozavedanja, recimo, da se moraš izboljševati, imamo ta ekstremna stanja, kot je narcisistična motnja ali pa psihopat, ti so res ekstremi. Ta zmožnost dojemanja, ker marsikdo želi delati na sebi, ker se ne čuti zadostnega. Vedno ima občutek te manj vrednosti, da ni dovolj dober in da mora zato se izboljševati. Na drugi strani imaš pa drugi ekstrem, ki nekdo misli, da se ne rabi, ker je predober za že obstoječe stanje. Mal bi obrusil neke tvoje besede, morda, ja. Ni treba, da imamo za vse lastne lastnosti, psihološke ali svoje poglede, pogled, da se moramo spreminjati. Veliko je dela na zavedanju, a se želimo ali ne želimo, a ima to kakšen pomen ali nima pomemben pomen v svojem življenju, našem življenju, a ne?
to je ena stvar, ki bi jo malo umilil. Lahko rečem, želim se spremenjati, ne pa moram se spremenjati. Drugo, kar bi malo umilil, ja, imamo en ekstrem, občutek ne dovolj dobrosti in potem se moram spreminjati. Ni nujno. Lahko delam na spreminjanju tega občutka ne dovolj dobrosti. Zakaj pa v neko službo, ki hodim, zakaj v neko malo podjetje, ki ga imam, zakaj v nekem solidnem, čist dobrem nivoju športa, ki se ga ukvarjam, na državnem nivoju morda, ne blazne slave in ne vem kaj, zakaj to ne bi bilo dovolj dobro, zato da bi se jaz sam pri sebi dobro počutil. Tako da je treba dosti zavestno premisliti, kdaj gremo s tistim pritiskom na sebe, jaz se moram spreminjati, ali lahko rečem, jaz še želim spreminjati, ali pa lahko rečem, ne, jaz lahko spremenim občutek dovolj dobrosti in rečem, meni se ni treba spreminjati takšen, kot sem ok. Obstaja primer v praksi, da nekdo, ki je spustil ta svoja... Ena prejšnja gostja je zelo dobro govorila o Gaborju Mateju, ki on zelo poudarja to, ko se že reče, čustvovanje do samega sebe oziroma nežen odnos do samega sebe. Ne, da moraš, ampak želiš, ali pa da tudi, če narediš napako, jo pač narediš, ampak da to ni tisti dokončen zlom. Tako je. Ampak obstaja kakšen primer, mogoče v praksi, ki si delal, da nekdo, ko je spustil ta, da se ni več zlomil, da je potem kar naenkrat odskočil naprej. 1000 njih, če hočeš. Ja. Z veliko mojimi klienti, tako v športu kot poslu, kot izven, veliko pač delam na tem, da ne bom rekel, da spustijo kriterije do sebe, to mogoče ni prava beseda, ampak da jih bolj orealizirajo. Malo je čudna beseda, ampak ravno to govori, na čemer jaz veliko delam. To je, če imaš ti kriterij do sebe, jaz nisem dovolj dober zaradi tega, ker non-stop ne zmagujem. Ali pa jaz nisem dovolj dober zaradi tega, ker non-stop ne izkažem svojega maksimuma. To so nemogoče stvari pravzaprav. In je treba orealniti, da ni nobenega na svetu, ki bi non-stop izkazoval svoj maksimum, ni nobenega na svetu, ki bi non-stop zmagoval in tako naprej. Ne rabi se zato ne dovolj dobro počutiti. Tako da se ta občutek svoje lastne vrednosti, svoje lastne dobrosti pravzaprav orealizira in pač ja, to smo 1000-krat videli, to smo delali z veliko športniki, z veliko podjetniki, ok, dajmo biti realni, katera pričakovanja lahko do sebe spuščamo ali ne. A to pomeni znižanje pričakovanj? Jaz mislim, da to ni prava beseda. Jaz mislim, da je prava beseda orealniti pričakovanja do sebe. In seveda takrat se človek sprosti, takrat človek rata bolj samozavesten. Zakaj je bolj samozavesten? Zato, ker vidi, da te bolj realna pričakovanja do sebe lahko doseže. Prej pa je podzavestno sploh ni pravzaprav razumel, zakaj ga je toliko strah nekih ne ciljev, nekih nedosežkov. Ja, zaradi tega, ker so bile nerealno zastavljene. In seveda en del tvoje psihe je razumel, da jih je težko doseči. In potem se dvigne samozavest, pol se človek sprosti, pol se celo motivacija dvigne in seveda dosežki narastejo. Gremo naprej na čustva. V prelomnih situacijah pogosto ne odločajo sposobnosti, ampak čustva. Zakaj imajo takšno moč? Ja. Zelo enostavno. Zaradi tega, ker psihofiziološko ali pa evolucijsko, če hočeš, vemo že ne vem koliko milijonov let, ja? Ne samo znanosti par 100 let, ampak človek je to že prej vedel, čutil, da čustva vplivajo na našo fiziologijo, kar pomeni, športnik, ki je malo preveč v stresu, bo malo bolj zakrčen in bo to vplivalo na njegove mišice in zaradi tega bo to vplivalo na njegovo vedenje oziroma dejanja, ki bojo delali. To pomeni, da njegovo gibanje, plavanje, smučanje, košarka ne bo več mehko, elastično, tripikce, ne bo več tako učinkovito, kolikor zna. In takrat rečejo trenerji, pa športniki sami, on ne dela tako, kot zna, ne vemo, kaj je. Vemo. Morda je pred pretiranim stresom, pod pretiranimi neprijetnimi čustvi, kot so strah, anksioznost, ali pa celo jeza, ali pa celo obup, ali kakorkoli, in se mu je fiziologija spremenila. In ta fiziologija vpliva na
njegovo gibanje. Podoben efekt in seveda zato pač imajo takšno moč. Podoben efekt je recimo v podjetništvu ali pa v drugih, rečemo jim bolj kognitivnih dejavnostih, kjer naše kognicije, naše mentalno stanje odloča o tem, a bomo mi boljše ali slabše performirali, dosegli ali ne dosegli neki cilj. Ugotovili smo že dolga leta nazaj, da čustva vplivajo tudi na kognitivno-mentalno funkcioniranje. Vsi poznamo fenomen, da če sem malo bolj prestrašen, se lahko malo počasneje odločam ali pa malo bolj previdno odločam. Da ne rečem, da to vpliva, da se lahko ne odločam in zavlačujem za odločitvijo. In tako neodločanje, zavlačevanje, počasnejše odločanje lahko v poslovnem svetu kdaj deluje napačno. Ali pa če sem jezen, se lahko hitreje odločam, morda prehitro odločam, brez pravega premisleka. In tudi to vpliva na morda neke pomembne poslovne odločitve, ki so potem, vidimo, napačne. Torej, naše emocije vplivajo na kognitivne procese in to vpliva na naša dejanja. Naše dejanja so pa v tem primeru odločitve, ki so lahko napačne, ali prehitre ali prepočasne. Zato imajo emocije takšno moč. Pa še eno stvar bi poudaril, takšno moč imajo tudi zaradi tega, ker vse to, kar sem zdaj govoril, v bistvu ne opazimo. V bistvu ne opazimo, da se mi prehitro ali prepočasi odločamo. Športnik ne opazi, da zdaj preveč zakrčeno ali pa morda preveč sproščeno vozi ali pa se giblje. In ker tega ne opazimo, pol ne gremo to oprijeti in spreminjati. To je pa še dodatna stvar, zakaj imajo emocije takšno moč. Večinoma se to v manjši intenziteti dogaja. Večina ljudi reče, ja, sej, če sem močno razburjen, jaz vem, da nisem pravi. Pa če me je močno strah, pa če sem močno jezen, jaz vem, da nisem pravi. Ampak kaj pa, če je to manjša intenziteta? Ja, v bistvu, enkrat si v tvojem TEDx govoril o negativnih čustvih, ki so lahko pozitivne. Ne? In kako lahko vsa ta res močna, intenzivna čustva, kot sta jeza ali strah, v bistvu, da jih usmeriš v to, da te potegnejo gor in ne dol. Prvič bi poudaril, da jim ne bi smeli reči negativna čustva. Zakaj? Zato, ker ko rečemo negativna čustva, mislimo, da so to slaba čustva. Jeza, strah, obup, razočaranje, žalost, to niso slaba čustva, to niso negativna čustva, to so neprijetna čustva. Na drugi strani seveda tudi euforičnost, veselje, uživanje, zadovoljstvo so prijetna čustva, kdaj pa niso tako zelo dobra čustva, kot mislimo. Zato ta terminologija negativna, pozitivna mi tu zelo ni všeč. Če govorimo o neprijetnih čustvih, kot so na primer strah in jeza, kaj bo odločilno vplivalo na to, ali bomo mi, rečemo temu v narekovajih, izkoristili sebi v prid ali sebi v škodo, jaz mislim, da je ključna komponenta tu, kaj bomo z njimi naredili. Kaj bomo naredili z njimi? Če jaz čutim, da pa športnik recimo čuti tesnobo, majhen strah pred tekmo in mu ta signalizira, ok, daj se malo bolje pripravi in se športnik za to bolje pripravi, bolje si predstavlja tekmo, bolje vizualizira, potem bo to čustvo strahu izkoristil sebi v prid. Če podjetnik na drugi strani čuti malo več jeze in mu ta jeza sporoča, poglej, jaz nisem zadovoljen s tem, kak, ne vem, en moj sodelavec deluje, zaradi tega, ker nam to škodi in bo šel to sporočiti. Ja, morda s kančkom jeze in nezadovoljstva, sporočiti sodelavcu, se bosta tam zmenila, kaj je tisto, kaj je prav in kaj je narobe, kaj nam škodi, kaj nam ne škodi, bosta to ozavestila in bosta morda oba ali pa ta spremenil svoj način delovanja in bo zato bolj uspešno. Potem je to zelo konstruktivno izkoriščanje v pozitivnem besedu nekega neprijetnega čustva. In zato se jaz sprašujem, zakaj bi jim rekli negativna? Saj smo jih vendar napeljali preko našega vedenja, preko naših dejanj, predtem smo mogli ozavestiti, kaj nam pravzaprav sporočajo. To bi bil, bom rekel, nek pravilen potek, ozavesti, kaj ti sporočajo in potem pejdi v neka dejanja, ki so tu konstruktivna in se bližajo tvojim ciljem. Prav, če se izogibaš tem čustvom, se spotencirajo do tega, da postanejo neobvladljive. Tako, tudi to, a ne?
ali pa se spotencirajo do tega, če se jim izogibajo, se spotencirajo do tega, da v bistvu mi nič ne ukrepamo. In potem, če zdaj ta športnik se ne pripravi, kljub temu, da ga je strah, bi to zignoriral, poslušal neko glasbo, ne vem, hodil naokrog, se pogovarjal z ljudmi, ne pa pripravil se boljše na tekmo, potem pač mu to v kasnejšem performingu pravzaprav škodi in zmanjka. A ne? Tukaj pa pomemben, da vodje recimo v poslovnem okolju ali pa trenerji v športnem okolju razumejo psihološko ozadje ljudi, ki jih vodijo, pa ne samo rezultate. Dostikrat se vidi, da vodje mogoče ali pa trenerji samo rezultat sledijo, ne pa in potem ljudje v ekipah ne dosegajo tistih ciljev, ki bi jih bili zmožni. Ja. Seveda izjemno pomembno iz tistega razloga, ki sem ga recimo prej pri čustvih omenil. A ne? Če čustva vplivajo na našo fiziologijo in na naša dejanja, če čustva vplivajo na naše kognitivne procese in na naša dejanja, potem je seveda to eden izmed pomembnih faktorjev, kako bomo prišli do ciljev, ker do ciljev pridemo samo z dejanji. In zdaj vodje in trenerji imajo pač to možnost, da lahko samo vplivajo na svoje ali zaposlene, ali je to športnike, oni so pa tisti, ki izvajajo dejanja, da pridejo do ciljev. In seveda, če se ti ne zavedaš, da je neka psihologija v ozadju, ali pa neka osebnostna lastnost, ali pa neko čustvo, ali pa neko prepričanje, kjerkoli del naše psihologije vpliva na njegova dejanja, če se tega ne zavedaš, pol pač boš probal nekako vplivati, pa boš ta, bom rekel, močen vpliv kar odrezal, jaz mislim pač, da ne boš dovolj dobro uspešen. A ne? In ja, ravno zaradi tega, ker imajo naša psihološka stanja, naša prepričanja, naše psihološke lastnosti, naša čustva, naši motivi, seveda vplivajo na naše dejanja in prek tega dosegamo cilje. In zato seveda se morajo tudi vodje in trenerji tega zavedati, ker vodje in trenerji pa vplivajo na to, kaj bi naj mi naredili, da bomo skupaj dosegli cilje. A ne? Če dam praktični primer, seveda ne, v nekem podjetju pač vodja želi usmerjati, ne vem, skupino posameznikov, da bo, ti naredi to, ti naredi to, ti naredi to, potem bomo lepo prišli do skupnega cilja, en za drugim, na tak pa na tak način. Če ta vodja nima v ozadju zavedanja, on lahko drugače razmišlja, pa reče ne, meni pa to ni pomembno, drugi je lahko preveč v stresu, pa bo delal nekaj čist drugega, en tretji je pa lahko slabo motiviran, pa bo delal prepočasi. Kako bomo mi zdaj to skombinirali, eno fajn celoto? In je seveda potrebno te psihološke faktorje upoštevati, zato da pridemo do nekega smiselnega, dobrega vplivanja, ker vodje in trenerji se pa želijo naučiti dobrega vplivanja na posameznike, ker je to pravzaprav edini mehanizem, ki ga imajo. Sami ne morejo narediti. Trener se ne more preobleči in iti na teren in reči, zdaj bom jaz podajal žoge. Ampak se mora naučiti dobrega vplivanja. In če poznaš dobro duševnost, dobre mehanizme neke psihologije v ozadju, potem lahko bolje vplivaš, pozitivno vplivaš, rečemo temu, na ljudi, da bojo preko svojih dejanj dosegali cilje. In če grejo še malo odgovornosti, kje je pa meja med odgovornostjo posameznika in vplivom sistema, v katerem deluje? To je eno tako zelo težko vprašanje. Morda bolj sociološko-filozofskega tipa, ali pa družbenega, kot pa psihološkega. Ne? Po eni strani, naprimer šolski sistem, zdravstveni sistem, politični sistem, ki ga imamo, verjetno more postavljati neke pogoje, neke okoliščine, da lahko ljudje potem za svojo lastno odgovornostjo dosegamo cilje ali pa prispevamo družbi ali pa izpolnimo svoj potencial. In zdaj, seveda, če sistemi ne omogočajo tega, potem posameznik z visoko odgovornostjo do tega, da se bo spremenil, da se bo izšolal. Naprimer, če dam primer, šolanje v Afriki je verjetno manj kakovostno, pa slabše sistematizirano kot pri nas. Nekdo, ki ima izjemno visoko odgovornost, bo se težko prebil na približno isti nivoje kot pri nas. Ali pa nivoji treninga
recimo ti si bil sam v športu, pa si vedel, da tvoji konkurenti imajo sistem, ki omogoča boljši trening, ima boljšo opremo, ima boljše pogoje dela, ima boljše trenerje in tako dalje in tako naprej. Nekdo, ki popolnoma prevzema odgovornost in bi rad v nekem sistemu, ki omogoča manj, bo se težko prebil na vrhunske nivoje. Tako žal je po eni strani. Jaz sem imel veliko, ne vem, bom rekel, ja, psiholoških, bom rekel, težko so določeni športniki prešli čez to, da imajo slabše pogoje, čeprav so bili zelo odgovorni in so rekli, glej, jaz naredim vse na treningu, vse, ampak on ima boljše pogoje, on ima boljšo opremo, valjda me potem premaga. Tako da neka brezmejnost prevzemati odgovornost za sebe ne more biti, ker sistem je zares močen faktor tukaj. Po drugi strani pa seveda, če imamo sisteme slabše, ne moramo čist brezpomočno reči, ok, sistem je za vse odgovoren. Jaz nimam pogojev dobrih za treningu, jaz nimam dobrega šolstva, jaz nimam dobrega zdravstva, ne vem kva, jaz ne morem nič. Seveda še vedno lahko naredimo marsikaj, ampak predvsem recimo v podjetništvu ali v športu, kjer je huda konkurenca, ki ima boljše pogoje, je pa seveda težko vse z lastno odgovornostjo naredim. Meni podjetniki rečejo, jaz se lahko raztrgam na vse možne načine, ampak če bo eno podjetje imelo isti produkt kot jaz, pa bo imelo 2 milijona evrov vložka, jaz ga pa nimam nič, ker delam vse na svojem, valjda bo v prednosti. Tu moramo biti realni. In ne, tudi če bo podjetnik zelo odgovoren, prevzemal, glej, jaz lahko naredim točno to, vem, kaj lahko naredim in bom tudi to naredil, prevzemam odgovornost za svoje napake, bo težko premagal unga, ki ima z lahkoto 2 milijona ali pa še več vložka v isti produkt. Siguren. Ja. Tako da to je bolj družbeno, politično, sociološko vprašanje kot osebnostno, vendar, kot psihološko, vendar, kot psiholog pa seveda poudarjam nek stalen notranji lokus kontrole, ki je izjemno pomembna lastnost, in to je, daj poglej vedno, kaj ti lahko narediš v danih okoliščinah, v danem sistemu. In bodi najmanj ponosen na to, da si naredil maksimalno, koliko se je dalo v teh okoliščinah. Ja, meni se temu vprašanju vedno se mi tisti notranji konflikt pojavlja pri recimo 4. mesto na 200 metrov prosto v Riju, kjer se je pojavil kitajski plavalec, ki so ga kasneje prestavili v višjo kategorijo. Ja. In konflikt je pa zato, ker sem pač tudi sam vedel, da določenih treningov nisem odplaval 100% in bi mogoče, ne, tukaj pa ta jab. Mogoče, ja, če bi, ja. In pol ta jeza ali pa razočaranje nad sistemom siguren obstaja, se pravi, če zdaj osebno rečem, me je izdal, ne, ali pa ni bil v redu, da se je to zgodilo. Na drugi strani sem pa tudi jaz sebe delno razočaral, pa izdal, ker nisem 100% delal določenega števila treningov. Ne. Pač si povedal, kaj je v realnem življenju velikokrat. In to je, delno je, če zdaj malo karikirano rečem, kriv sistem, delno smo pa krivi tudi sami. Zato sem jaz recimo z športniki, pa tudi zdaj za podjetniki, veliko delam na tem, res se dobro fokusira na to, da boš naredil vse, kar je v tvoji moči. In potem na koncu bomo prešteli kockice, prešteli cilje ali ne vem kaj. Najmanj to, da sebi ne boš mogel učitati, da nisi vse naredil. Ne? Absolutno je to pomembno. V realnosti je pač to preplet mi te rečemo situacijskih faktorjev in lastnih notranjih osebnih faktorjev. Sam nikoli ne zapustiti, pač dobri performerji vedno to delajo, nikoli ne zapustijo tega fokusa na to, kaj jaz lahko naredim. Čeprav je to včasih težko, ko vidiš, kako nekdo vlaga 2, 3, 10 milijonov v isto stvar, ti pa še 2 jurja ne moreš dati. Se pravi, to prevzemanje odgovornosti, v bistvu tista meja med uspešnim, tistim, ki zraste, pa unim, ki obstane. Zagotovo bi rekel, da je to ena od bolj pomembnih, bom rekel, tudi v raziskavah potrjenih lastnostih, ki govorijo o tem, kateri so bolj uspešni v neki dejavnosti, ni važno, kaj to je, ali manj uspešni. Ni edina, ne me narobe razumeti, ampak v psihologiji
se ta zelo, zelo poudarja, če nekdo prevzema odgovornost za lastna dejanja, če nekdo prevzema odgovornost tudi za lastna uravnavanja čustvovanj, prevzema odgovornost za lastna prepričanja, sprememba prepričanja, če prevzema odgovornost za to, kaj lahko spremeni, kaj lahko naredi, kljub neugodnim okoliščinam, potem je to zares dober mindset, če temu hočeš reči, za to, da boš recimo temu uspešen življenju dosegal visoke cilje in tako naprej. Ni edini, poudarjam, ampak izjemno močen pa zagotovo. Zakaj se pa ljudje tako radi uklepamo zunanjih razlag, kot pa notranje moči, ne, tega odločanja? Ja. Mislim, čisto preprosto zaradi tega, ker nam je, če se vrnem na ono diskusijo, vsem neprijetno zdržati v frustraciji. Frustracija pa tukaj je, sam si jo omenil, sam mogoče nisem naredil dovolj, sam mogoče nisem pravilno delal, sam se mogoče tukaj zasral, po domače povedano, sam se nisem držal nekih pravil in to je težko, sploh če vežeš na to neko celostno samopodobo, pa rečeš, jaz sem za to manj sposoben, jaz sem za to manj vreden, z mano je nekaj narobe za voljo tega, ker nisem dovolj dobro naredil. In zato je to težko krivdo, samo krivdo, rečemo temu, prenašati. Emocionalno težko, sploh dlje časa. Noben mu ni fajn se s tem soočati. In mu ni fajn iti po tej nadaljni, zdrži frustracijo o tem, kar sem dan govoril, zdrži frustraciji, probaj najti neke mehanizme, kako se boš za drugič nekaj naučil, vstani iz tega, bla, 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 razumi, kaj si narobe naredil. Bla. To je pač težko, ta celoten proces. Najprej si to priznati, potem biti nekaj časa v neprijetnih čustvih in potem preiti iz tega racionalno razumeti, kaj boš to drugič boljše naredil. To je pač težek proces. In zato se ljudje spontano lažje oklepamo drugega procesa, ki nam da hitre zadovoljitve, če rečeš po domače, in to je, drugi so krivi, decid. In sem olajšan. Neprijetnih čustev, olajšan sem tega bremena, iskanja nekih boljših rešitev, olajšan sem. Seveda pa za neke, bom rekel, dosežke v življenju, to seveda ni večinoma prava pot. Opozarjam sam na en minimalni, bom rekel, pa ne toliko zelo minimalni, kar pomemben faktor še pri tem, ali pa dva. En je to, da včasih so res objektivne okoliščine, take, ki so botrovale temu, ne? Tako kot si sam rekel, ne? Če je nekdo imel 2 roki, valjda je imel prednost in potem so šele dojeli, da niso ga prav kategorizirali, ja? Pa bi se jaz lahko na glavo postavil, pa ne vem, koliko treniral, pa ne bi mogel, ne? Ali pa recimo veliko imamo tega v športu, pač boljša oprema, pač ja, v nekaterih športih je boljša oprema in velik faktor, da. In tudi s krivljenjem sebe ali pa odgovornost za sebe ne pridemo kaj daleč. To je en faktor, ki ni tej prvi poti, ga treba dodati. Drugi faktor je pa tak, rečemo temu malo globlje psihološki. Ljudem, ki so se zgodile težke stvari v življenju, travme, o tem sva prej govorila, ki so jim drugi ljudje resnično krivico delali, ali zlorabljali, ali zanemarjali, ali karkoli, ki so se jim hude nepravičnosti zgodile. Te ljudje, seveda, jim je pa iz drugega emocionalnega vidika težko prevzemati odgovornost nase, zato ker so objektivno videli krivdo drugje in rečejo, drugi morajo popraviti krivice, potem bom se pa jaz spremenil. Sam zelo težko je, ker drugi jih ali ni več tukaj, ali ne bojo, ali se jim niti približno ne zdi, da bojo popravili krivice, mi pa stojimo na mestu, ker se nočemo spremeniti, ker hočemo tam na nek način pravico dobiti. Sam je to ful težko. Neka odgovornost do lastne percepcije dogajanja okoli nas. Ja, to pa se da potem spremeniti. Rečem, glej, jaz lahko percepcijo tu spremenim, ja, krivice so se mi zgodile, travme so se mi zgodile, ne bojo se povrnili na tak način, ko bi morali, a ne. Ampak jaz vseeno bom šel s svojim življenjem naprej, pa bom vseeno drugače funkcioniral in prevzemal odgovornost, naprimer za svoja čustvena stanja, naprimer za svoje delovanja vnaprej, kljub temu, da ta neka travma ali pa krivica še vedno deluje na mene. Pa so jo drugi povzročili objektivno. A ne? Super. Hvala ti za tvoj čas,
Hvala za povabilo. in da so res šla kar globoko. No. Ja. Tako da res hvala. Drage gledalke, gledalci, hvala, da ste bili z nami. In seveda, če vam je bila epizoda všeč, šerajte, lajkajte, komentirajte, priporočite naprej, bomo veseli vse podpore. Hvala. Ljudje me vedno sprašujejo, kako si dosegal svoje cilje. In odgovor je zelo preprost: dovolj znanja in dela. Ne potrebuješ licence, ne potrebuješ milijonov, potrebuješ samo znanje in pogum, da začneš. In kot svetovalec za plemenite kovine si gradiš svoj posel. Ustvarjaš aktivni prihodek, ko svetuješ, pasivni prihodek pa, ko tvoja mreža raste. Jaz sem se iz bazena preusmeril v podjetništvo in ti lahko narediš isto. Vprašanje ni nikoli, ali zmorem, ampak kdaj začnem. Več o ponudbi pa preveri na povezavi spodaj.